Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes sem dobila vprašanje od gospe, ki je učiteljica in sprašuje, kako naj se prehranjuje po načelu srednjega glikemičnega indeksa, to, kar sem opisovala v knjigi, ko imajo hormoni žur. In dejstvo je, da sem si pripravila mojo malico in sem rekla, ne, preden pojem, posnamem tale video. V glavnem, kaj narediti takrat, ko je, vemo, prva zakonitost zdravega preoblikovanja telesa je, treba je jesti na 2,5 do 3 ure. In dejstvo je, da kdor spušča obroke, telo začne shranjevati in jaz vam govorim iz svojih izkušenj. Recimo, če spustim obrok, recimo dopoldansko malico, jaz potem za kosilo pojem 5-krat preveč. Enostavno se ne morem nasititi. In druga zadeva, dejstvo je, da moji otroci normalno da jejo špagete, makarone in tako naprej, se pravi vso to hrano, ki vsebuje gluten. In jaz, če majčkeno piknem, je v redu, kakor pač tega, če preveč pojem, jaz se kar napihnem. In dobesedno sem prišla do zaključka, da zame je gluten strup. Enostavno moje telo ne sprejema glutena in se mi ustavi prebava, občutek imam, da sem zabuhla. Veste, sej to mogoče nekdo niti ne opazi, veš, pa reče, saj si ista, ampak jaz to opazim pri sebi. No in v glavnem, kaj sem pripravila za mojo dopoldansko malico? Glejte, to je grudasti sir, vložene olive z mandlji. Zdaj vam bom točno pokazala, kaj kupujem, ker, dobro, mogoče vam bom majčkeno pomagala, da boste lažje si pripravili takle obrok za sabo, ker to lahko tudi nesete, če delate v šoli, če ste v službi, pač kupite, poglejte. To je cottage sir, se pravi grudasti sir, kupujem ga v Hoferju, dobite ga dejansko v vseh trgovinah, pač grudasti sir, to pogledate. In če pogledamo tukaj, grudasti sir ima beljakovin, ima dejansko precej. Na 100 gramov ima 12 gramov beljakovin, tako da v glavnem je to kar precej. To je dejansko užitna zadeva, lahko tudi date gor kakšna zelišča. Meni sicer ta grudasti sir se da dobiti zelišč in mi ni všeč, jaz kupujem čisto navadnega, pa če želim zelišča, jih sama dam. Paše pa gor recimo paprika, paše česen recimo kot zelišče, seveda peteršilj paše čez, vsa zelišča, ki pašejo na skuto, pašejo tudi na to grudasto skuto. Spet druga zadeva, ki kupujem te olive tudi v Hoferju, to so pa vložene olive z mandlji. In vam povem, da to je meni super malica. Zdaj, če gledamo to količinsko, bi človek rekel, pa to je kar precejšnja malica. Ampak dejstvo je, da pod prvo se moram nahraniti, a ne? Moram imeti občutek, da sem sita, ker če ne bom imela občutka, da sem sita, naslednji obrok enostavno pojem preveč. In smo tam. Ampak ne mar biti še naslednji obrok. Če bom spustila ta dopoldanski obrok, zvečer ob 6 bom imela luknjo v želodcu. Enostavno samo še gledam, kaj pametnega za jesti. Enostavno preveč pol pojem. Tako da v glavnem, polnjene olive, zakaj so pa olive tako dobre? Dejstvo je, da olive imajo noter snovi, ki čistijo centre v možganih in prav za rastni hormon je ključen center hipofiza. Hipofiza je pa tista, ki jo moramo nahraniti, tako z vitamini, z minerali, kot z dobrimi maščobami, predvsem pa potrebuje veliko cinka, selena, silicija. In vse to vsebujejo olive. Zdaj pa, če pa gledamo pa še mandlje, ki so, takole izgleda, filan z mandlom, je pa mandelj pa prav tako vsebuje od kalcija, magnezija, vsebuje beljakovine rastlinskega izvora. Tako da v glavnem, to je tak popoln obrok. To, kar sem vam pokazala, je lahko dopoldanska malica, lahko je popoldanska malica, lahko je pa tudi večerja. Tako da v vsakem primeru s takim obrokom ne morete mimo udariti. Predvsem se držite tega, glejte, treba je jesti na 2,5 do 3 ure in ja, če nimate v šoli, recimo ali pa v službi, možnost, da jeste vsaj na 3 ure, imejte pri sebi jogurt in ga vsaj popijte. Tudi jogurt velja kot obrok, ker dejstvo je, ker če vi ne boste nahranili svoje telo, je nemogoče,
da boste preoblikovali telo. To je prva zakonitost, pač treba ga je nahraniti. No, zdaj pa drugi odgovor, oziroma vprašanje, sem pa dobila od druge gospe, in sicer pa sprašujem glede hrbtenice. No in zdaj v bistvu, zakaj je hrbtenica pa to hujšanje nekako povezano? Hujšanje je povezano s prvo pa drugo čakro, se pravi s temelji, kako jaz sebe vidim, kako sebe doživljam. Hkrati je povezano s stresnim hormonom pa z nadledvičnimi žlezami in povezano je s trebušno slinavko. Se pravi, zdaj če povzamemo hujšanje. Hujšanje je povezano s čakrami nižje od srčne čakre, se pravi s temeljnimi čakrami. Hrbtenica je pa ravno tako povezana s temeljnimi čakrami, kar drži nas pokonci, se pravi, kako stojimo v tem življenju. In prav kdor ima kronične bolečine v hrbtenici, pomeni, da mu telo sporoča, daj že poglej tvoja temeljna prepričanja, mogoče glede samopodobe, mogoče glede tega, kako strah me je, ne vem, premikal naprej. Včeraj sem šla v trgovino in srečam pred trgovino enega gospoda, s katerim se leta poznamo, in reče: moja žena je po 34 letih zamenjala službo. Veste, kaj je to? Ona je bila tam že čist prilagojena na okolje, čeprav je bilo toksično, čeprav ni uživala v njem, ampak je bilo to normalno, domače. Kot da si zasvojen s tem. In je našla novo službo in poglejte, po tolikih letih v eni službi to res samo za čestitati. In vem, da mnogi imate v službi hude pritiske in če ste se prilagodili na to, da pač tako more biti, sem lahko zadovoljna, saj imam redno službo. Glejte, če si ne date priložnosti, ne morete dobiti nič novega. Jaz nisem rekla, da morate kar pustiti službo, ampak začnite razmišljati, o čem bi lahko, ali pa v kakšni šoli, ali pa v kakšnem kolektivu bi lahko vi uživali. In ko boste počistili svoje temeljna prepričanja, recimo, zasvojena sem s stresom, to je že eno tako temeljno prepričanje, ali pa zaslužim si kazen, zaslužim si, strah me je avtoritete. Se pravi, če je mene strah avtoritete, ne bom temu nadrejenemu nikdar znala povedati, kaj jaz občutim. In ta strah lahko izvira iz otroštva, in v otroštvu mogoče nisem upala povedati očetu ali pa mami, kako se počutim, in sedaj imam neko avtoriteto nad sabo in vedno, ko nekaj reče, jaz počepnem in vse noter mlinčkam, kaj bi rekla, ampak ne izustam nobene stvari. Zato lejte, če ste se ujeli v katerem koli odnosu, ki je toksičen, ki je zastrupljajoč, ki vas obremenjuje, je v bistvu sporočilo, čas je za drobne premike. Ampak premike ne delamo od zunaj, jih delamo v sebi. Se pravi, zato ker se imam rada, zato poskrbim za svoje potrebe. In ja, tudi, ker v šoli vemo, da kdo dela v šoli ima odmore, 5-minutne odmore, tudi takrat si lahko vzamete toliko časa za sebe. Pa boste rekli, joj, ne, pa ne moram. Ja, res je. Bo že nekdo prišel, ker dokler mislite, da morate vse usreči okrog sebe in sebe postaviti na zadnje mesto, ne morete poskrbeti niti za osnovne potrebe, kot so, da greš na WC, da daš nekaj v usta in teraš, ko pa ti se odločiš, da zdaj sem pa jaz pomembna, enostavno, ko vas sodelavka zaustavi, rečete, ampak oprosti, lej se bova pol pomenile ta trenutek, jaz moram iti na WC. Vem, da je težko, ampak dejstvo je, življenje nas uči, pač osnovne lekcije v našem življenju so sigurno, ne glede na to, kakšno delo upravljate, ljubezen do sebe. In pač, ja, ljubezen do sebe pa pač to, kako naše telo funkcionira. A se imam toliko rada, da grem pač dnevno na sprehod, a se imam toliko rada, da mogoče zvečer majčkeno potelovadim, a se imam toliko rada, da mogoče zjutraj naredim moj jutranji ritual, a se imam toliko rada, da dovolj pijem, a se imam toliko rada, da ne zlorabljam svojega telesa s snovmi,
ki zastrupljajo moje telo. A veste, to je vse ljubezen do sebe in to je lekcija, ki pač nihče nas ni tega učil, pa se zdaj učimo. In nikdar ni prepozno, ne glede na to, koliko let imate, ko se učite ljubezni do sebe, lejte, to je nekaj, kar je očitno vaša duša se odločila, da v tem življenju predela. Tako da, super, še to. Za vse tiste, ki želite mehen spodbuditi preoblikovanje telesa, omega 3 pa C vitamin, dobite jih pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si, vtipkajte kodo za popust zdravje in boste dobili 10% popust. Dejstvo je, da to vzamete pred spanjem 3 pa 3. V glavnem in s tem boste spodbudili dodatno topljenje odvečne maščobe, predvsem pa izdelavo rastnega hormona. Rastni hormon je pa hormon, ki vas preoblikuje med spanjem. In zdaj še eno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo, kaj je tisto za vas, ki se učite, za vse nas, ki se učimo ljubezni do sebe. Sporočilo je pa tole. Zdrava prehrana. Moje telo je svetišče, ni smetišče, zato ga hranim z ljubeznijo. In zdrava prehrana, jaz vam zdaj naprej preberem, ampak dejansko je zanimivo, vedno pride ta pravo sporočilo ven. Čas je za spremembo prehrane, uživam v zdravi hrani. Hrana, ki vsebuje belo moko in prečiščen sladkor, upočasnjuje moje možgane in mojega duha. Moje telo je svetišče. In zato ga hranim zdravo hrano. Čutim in zaznavam, kaj je resnično dobro za moje telo. Rada se imam in se cenim. In dovolite, da se ta vaša ljubezen do vašega telesa zgodi v vašem življenju, ker glejte, drugi vas imajo lahko radi samo toliko, kot imate vi radi sami sebe. In vsi odnosi nam kažejo točno to sliko, koliko sebe spoštujemo. Tako da delajte na sebi, dovolite, da se vam zgodijo v življenju čudeži, predvsem pa verjemite, da imate vso moč, da svoje življenje in tudi svoje telo preoblikujete. Tako da uživajte in naj vam pri vsem tem pomagajo vse svetle sile. Verjemite, ko prosimo za pomoč, jo vedno tudi dobimo. Uživajte!